Lepo pozdravljeni, moje ime je Lili Sorum in danes si bomo pogledali, zakaj je 11.1. v letu 2025 še toliko bolj močen datum, še toliko bolj intenziven. Na kratko se bomo dotaknili tudi vpliva števila 3, ki je seštevek tega datuma, in potem se bomo s polno paro lotili vseh tistih ciljev, za katere vi menite, da so za vas nedosegljivi oziroma nemogoči. Pri tem vam bom pomagala spremeniti vašo perspektivo, vaš pristop do teh ciljev, za katere morda menite, da za vas pa resnično niso. Z vami bom delila 3 najbolj pomembna pravila ob uspehu in na koncu dobite še bonus vajo, katero pa je prav, da se lotite še preden se lotevate vseh teh projektov in zadev, nad katerimi ste morda nekoč že malo obupali. Ampak pričnimo pa pri današnjem dnevu. 11.1. 11.1. je vsako leto pomemben datum, 11 je mojstrsko število, kar 3 enke so tukaj lesi v zaporedju. Kaj to pomeni? Enka je tista, ki simbolizira napredek, korak naprej, tisto novo, kar prinaša nekaj razburljivega, malo bolj neodvisnega, bolj odločnega. Enka simbolizira voditeljstvo, voditeljski položaj, prvi korak, začetek, preboj, spremembo. Se pravi, vsi tisti, ki ste letos stopili v osebno leto pod vplivom števila 1, boste to še kako čutili. Če ne veste, v katero leto ste šli, tukaj spodaj bo linkec, pa si izračunajte in prisluhnite, kaj to vam prinaša, katera področja bojo najbolj razburljiva, najbolj na tapeti. Za vse nas pa je danes dan, ko lahko nekako naredimo močan preboj, močan korak naprej in absolutno lahko porabimo našo domišljijo na najbolj fantastičen način. Kajti seštevek današnjega datuma je 3. 3 simbolizira optimistično energijo. Tiste osebe, ki imajo močno prisotnost število 3 v svojih osebnih številih, v svojih osebnih izračunih, so osebe, ki vedno verjamejo, da je nekaj dobrega okoli njih. So osebe, ki potem velikokrat tudi malo meni pojamrajo, da se jim zdi, da so naivne, ker vidijo dobro v ljudeh. Trojka je tista, ki išče dobro, je tista, ki je optimistična, je kot otrok, ki verjame v božička. Tako da, dragi moji, kaj še počne otrok? Kaj naredi otrok, ko vidi čokoladico pri blagajni in mami noče kupiti čokoladice? Vse proba. Čisto vse proba. Najlepše nasmehe nam bo podaril, vse nam bo obljubil, priden bo, sobo bo pospravil, zobe se bo umil in tako naprej. In če ne pali, potem vidimo malo slabša plat včasih. Vidimo cepetanje, vidimo največje krokodilje solze, vidimo metanje po tleh. Torej, moje prvo vprašanje vam pravzaprav je kaj tega otročka še v vas? Kje je tisti otroček, ki je bil pripravljen narediti vse za eno čokoladico? Torej, mene zanima, ali ste vi pripravljeni narediti vse potrebno za to, da bi dosegli tiste cilje, ki so za vas pomembni, niti ne nemogoči, pomembni. Ja, to ni lahko, bom rekla, zahtevni cilji, obsežni cilji so težki. Se pravi, naš prvi korak bo, da spremenimo perspektivo in posledično naš pristop. Se pravi, je manjša razlika, a grem jaz na sprehod po Čopovi v Ljubljani, ali grem na Šmarno goro, ali se bom povzpela na Triglav. Je res. Se pravi, razumemo, da za nas sprehod po Čopovi potrebujemo čisto drugačno fizično pripravljenost, kot denimo, če gremo na Triglav. Potrebujemo čisto drugačno obutev, opremo in tako naprej. Tudi kar nekaj več časa nam bo vzel vzpon na Triglav kot sprehod po Čopovi. Naj vas ne bo strah preobilnega, bom rekla, cilja. A veste, to, da je nekaj težko, pomeni zgolj to, da vam bo vzelo več časa in več truda. Težko, ne pa nujno nemogoče. Torej, naš prvi korak bo nekaj, kar je težko dosegljivo, kar se zdi nedosegljivo, kar se zdi nemogoče, ni nujno nemogoče. Hopla, kaj pa, če ni res? Kaj pa, če se motimo? Kako boste to zvedeli, če ne boste poskusili? Kako bo otroček izvedel, ali bo mama resnično vsakič vztrajala in mu rekla, ne dobiš čokoladke, če ne bo vsakič poskusil? In v življenju včasih, zaradi samega ritma življenja, zaradi razočaranj, zaradi vsega negativnega, kar so nam ljudje govorili, zaradi kakšnih, bom rekla, tudi ponesrečenih projektov, nehamo verjeti v sebe in nehamo biti ta majhen otroček, ki pa pravzaprav še nima zavedanja, da je nekaj težko. Ko smo 3 leta stari, se nam zdi, da je vse easy peasy, easy k pasu.
Pejmo malo nazaj objeti tega otročka in pejmo malo nazaj po to mentaliteto. To pomeni, da nam nekaj ne bo padlo z neba. Se pravi, jaz mislim, da daleč najboljši odziv na to je, pa kaj? A težko bo? Pa kaj? A dolgo cajta bo trajal? Pa kaj? A trenirati bom mogla, če hočem priti na Triglav? Pa kaj? A je mogoče enim ne bom všeč, če bom to naredila? Pa kaj? Kako zelo se vse skupaj spremeni, ko rečemo pa kaj. Ko rečemo, jaz zaupam v sebe, ne glede na to, da bo težko, da bo dolgo. Se pravi, tukaj naj vam podarim en namig. Ko boste vse to dosegli, ker se vam zdi, da za vas pa res to ne bi šlo, ki pa to ne bi mogli, kaj ne boste s tem pravzaprav sami pri sebi dvignili dodatno vrednost. A ne, kako smo ponosni nase, ko diplomiramo, ko doktoriramo, ko zaslužimo prvi milijon. Kako smo ponosni na sebe, ko dosežemo nekaj, kar je za nas težko. S tem se nam naša lastna vrednost dviguje. In jaz ne maram, vi veste, da jaz ne maram tega izraza, lastna vrednost je zelo zanimiv izraz. Naš namreč, naša podzavest, tudi naša kreativa, naša domišljija lahko vzame besedo vrednost in jo da v minus, tako kot gre tudi stanje na našem bančnem računu lahko v minus. Dajmo jo nadomestiti z drugačnim izrazom. Dajmo jo nadomestiti z izrazom dragocenost. Ko dosegamo težke cilje, ko se potrudimo in nam nekaj uspe, sami pri sebi dvigujemo našo lastno dragocenost. In poglejte, prvo pravilo uspeha. Prvo pravilo uspeha je, da se ne primerjate s prav nikomur drugim. Glejte, meni jeziki grejo. Jaz sem govorila 4 jezike, preden sem bila stara 10 let. To zame torej ni dosežek. Kaj drugega mi pa ne gre? Recimo tja za na Triglav sem se mogla kar truditi. Spravi, ne primerjajte se z drugimi, to, da je šlo Janezu nekaj ful hitro, pa Jožice nekaj ful easy, pa tisle se jim Micki kar posrečali, pa tismo Lojze, to je to, kar pade z neba. To si mogoče mi mislimo, mogoče dejansko je veliko truda za njihovim uspehom, v končni fazi pa, kaj smo že rekli? Pa kaj? Pa kaj, če so drugi že uspeli? Pa kaj, če drugi nikoli ne bodo uspeli? Vaši pravi prijatelji bodo ostali z vami in bodo za vas veseli. Tisti, ki niso vaši pravi prijatelji, si bodo mogoče obetali nekaj od vašega uspeha in tisti, ki so še manj vaši pravi prijatelji, vam ga ne bodo privoščili. Se pravi, za vse tiste, ki se morda malo bojite osipa ljudi okrog sebe, ker ko gledamo uspešne, slavne, prepoznavne ljudi, se nam to zdi malo samotarsko življenje. Prava prijateljstva ostanejo enaka, kaj ni bolje vedeti, kdo je pa kdo ni vaš prijatelj in to testirati preko poti uspeha in ne preko poti poraza, kajti zagotavljam vam, da je razlika imeti dovolj financ, da poskrbite za sebe, pa ne imeti prijateljev, kot biti v neki zelo mizerni, zelo težki, zelo boleči situaciji, pa ne imeti prijateljev. Je razlika. Torej, ne primerjajmo se z drugimi, kako so pametni, kdo je njim pomagal, zakaj je drugim lažje, zakaj mogoče drugi bi lahko, mi pa ne. To je prvo in zelo, zelo pomembno pravilo. Drugo, naj se vam nikamor ne mudi. Dragi moji, uspeh ima svoj ritem, ima svoj zakaj in svoj zato. Vse v življenju nekako zahteva svoj pravi trenutek. Včasih so nekateri ljudje močno pred svojim časom. Njihov uspeh običajno njim ne prinaša sreče. Včasih dejansko govorimo o tem, da gre samo za ne še. To je zelo pomembna sprememba perspektive. Morda ne še. Če se vrnemo v primeru Čopove, Šmarne gore, Triglava. Po Čopovi, ko pada dež, ko pada sneg, gremo. Na Šmarno goro, ko pada dež, mogoče. Na Triglav, ko pada dež in ko pada sneg, prav gotovo ne rinemo, če imamo samo ohranitveni nagon razvit.
Pravi, včasih dejansko gre za ne še zaradi nekih drugih okoliščin, ki morda niso povezane z vami in ne izvirajo iz vas. Se pravi, naj se vam ne mudi. Vse tisto, kar je nečesa vredno, vse tisto, kar je kvalitetno, običajno zahteva svoj čas. Ne diplomiramo čez noč. Naša diploma se začne z malo šolo. Naša diploma, naš doktorat, naša specializacija se pričenja z malo šolo, s prvo črkico, ki smo se jo naučili napisati in prebrati, s prvo številkico, ki smo se jo naučili sešteti, odšteti, s poštevanko, z osnovami. In ne glede na to, kako zelo smo pametni, kako zelo smo sposobni, enostavno včasih resnično samo ni pravi čas. In tukaj se bi dotaknila tudi zakona privlačnosti in tega, da vse gre takole. Ja, ene stvari ja. Res pomembne stvari pa ne. Še vsak dojenček rabi 9 mesecev, da pride na svet, da je vse v redu. Torej naj se vam lepo vas prosim, nikamor ne mudi. In tretje pravilo, čeprav morda ne verjamete, da vam bo uspelo, čeprav morda ne verjamete vase iz takšnih ali drugačnih razlogov, poskusite. Ampak dajte 100% vse od sebe. Tretje pravilo uspeha je, če ne boste dali 100% vse od sebe, potem ne pričakujte, da boste uspeli. Glejte, tudi ko govorimo o razhajanju, kolikokrat, moram reči, v zadnjih letih je bilo tega kar veliko od korone naprej, kolikokrat od vas slišim, sem vztrajala zato, da jaz vem, da sem dala vse od sebe. In ko res vemo, da smo se potrudili, da smo odpuščali, potrpeli, razumeli se, spremenili, milijon priložnosti dali, ko pridemo do neke tiste točke, ko je zdaj pa res dost, takrat vemo, da smo dali vse od sebe in imamo nekako čisto vest in lažje odidemo. Se pravi, če bi zdaj rekli, da vaši cilji, za katere vi menite, da so nedosegljivi, vas nekako gledajo takole, tam oddaleč in si mislijo, a ja, samo toliko malo sem ti vreden. Ja, prav, pa se pa tudi meni ne bo dal. Ej ga. Če si predstavljate, da jaz zdaj uprizarjam, recimo, da si želite svoj prvi milijon evrov, ampak za to bi vi mogoče igrali loterijo, kar res minimalen trud je tukaj potreben, no, dajmo biti odkriti. Se pravi, ne boste nekaj zelo vlagali truda v to. In če sem zdaj ta milijon, ja, krščen matiček, za malo bi se mi zdel. Za manjka moja lastna vrednost je pa v redu, kaj sem milijon evrov. Jaz vem, kdo sem in jaz vem, kaj milijon evrov pomeni, če ga potem pravilno naprej investiramo, vlagamo, negujemo, da raste in pride do 2 milijonov in tako naprej. In če se tebi ne da XY titem, potruditi za ta prvi milijon, ki ti lahko potem prinese veliko drugih možnosti, priložnosti, še 2 milijona, še 3 milijone in ne vem kaj še vse, pa tudi jaz ne bom. Zamislite si svoje cilje kot 3 leta starega, užaljenega otročka, katerega je treba malo prepričati, da je prav, da pridejo k vam. Se pravi, 100% dajte vse od sebe, kar pomeni, da si bo treba v določenih situacijah priznati, da nečesa ne znamo. Se boste pa naučili. Mogoče nečesa ne znamo dovolj dobro, se boste pa izpopolnili. Se pravi, dragi moji, začnite čim prej. Tudi to je pomembno, ne prelagati na jutri, pa na ponedeljek, pa na prvega, pa na drugo leto, pa na februar in tako naprej. Začnite takoj. 11.1. je danes. Dajte se danes usesti in se pogovoriti sami s seboj, kaj vse je tisto, kar vi menite, da je za vas morda težko dosegljivo, nedosegljivo, kaj je tisto, na kar ste morda že malo pozabili, pa si tega še vedno želite. Tudi če je to diamantni prstan, ki ga je princ Harry podaril Meghan Markle v zaroko. Igrajte se, kajti če si tega prstana želite, kaj ta prstan za vas simbolizira v resnici, to je cilj, za katerim bomo šli. Se pravi, začnite čim prej, svoje cilje razdrobite na korake, o tem že vrabci čivkajo, pomembno pa je, da ne spustite sledečega člena. Ja, napišite si cilje, razdrobite jih na posamezne korakce, po alinejah, po mehurčkih, kar je tisto, kar vam najbolj ustreza. In potem jih organizirajte. To je ta catch, ko se nam vsega zdi preveč. Ko napišemo cilj in ko začnemo pisati, kaj vse bomo mi naredili, se pravi, bolj zdravo bom živel, to pomeni to hrano, uno hrano, to ven iz hrane, to noter v hrane, te prehrambene dodatke, to gibanje, uno razstrupljanje, tretje gibanje, pa sprostitev, pa banje, pa ta in tega je kar naenkrat, Marija pomagi.
Organizirajte te cilje po sklopih, lažje vam bodo razumljivi, lažje obvladljivi in ne bo se zdelo, da je vsega preveč. In spremljajte svoj napredek. Spremljajte, kje vam gre, kje vam ne gre, kje boste mogoče nekaj lažje dosegli, nekaj težje in kar je ključnega pomena, nagrajujte vmesne korake. To je zelo pomembno. Tako kot majhnega 3 leta starega otroka pohvalimo na polno, ko se sam obuje, ko se sam obleče, ko gre sam po stopnicah, ko sam nekaj naredi in spodbujamo njegovo samostojnost. Enako s fizičnim dokazom nagradite svoj napredek, četudi je zelo majhen. Lejte, ker sem jaz začela tekvando trenirati, tudi slučajno nisem noge do sem gor dvigala, kolikor je potrebno za brco. In to je bilo meni zelo težko, ampak se to danes točno spomnim, ura je bila 18:52 zvečer, bil je torek, ko sem prvič brcnila dovolj. In jaz sem se tako fajn počutila, toliko sem bila ponosna sama nase, pridirkala sem domov povedati, kaj mi je uspelo. Če mi ne prepoznavamo nekih stvari, ki so mogoče za druge totalno enostavne, jaz mislim, da sem bila edina, ker nisem noge dosti dvigala v celi skupini, potem tudi življenje ne bo prepoznalo našega občutka uspeha. Kako naj energija uspeha pride k vam, če se vi nikoli dovolj ne ustavite, da bi ga sploh prepoznali? Kako naj ljubezen pride k vam, če nikoli niste v ljubeči energiji? In tako naprej, se pravi, nagradite svoj napredek. Veliko pomoč slišim od vas, da vam je tudi strateški plan, ki je dodan letnemu vodniku. Lansko leto sem ga že prvič dodala in moram reči, odziv je bil fenomenalen. To pomeni, da imate svoj lastni vodnik, 69 strani razlage obdobja, v katerega ste vi stopili, zakaj je dobro, zakaj je slabo, opozorila, namigi, spodbude, katera področja bodo kul, katera področja bodo malo spale in potem za vsak mesec posebej vaje za sebe, cilji in pa ta strateški plan. Če bi menili, da vam to lahko pomaga, gledajte link, bo zraven, z veseljem vam ga pripravim. Zdaj pa smo pri koncu, se pravi, zdaj pa smo na vrsti naši cilji. Ok, bonus vaja, ko sem rekla. Dajmo to perspektivo pričeti spreminjati, preden se lotevamo doseganja teh ciljev. Se pravi, ko boste tole zaključili, jaz upam, da boste vam potegnili en zvezek, ne samo majhen list papirja, ampak en zvezek, en notesnik, si boste morda odprli Word dokument na računalniku in vas lepo prosim, da ste igrivi, da ste stari 3 leta in da pišete noter cilje, ki so vam simpatični, ampak totalno nedosegljivi, totalno težki, totalno tako wow, Elvis Presley bo z groba vstal in mi bo pel, juhuhu. Se pravi, igrajte se. Naj pa bodo cilji, za katere, če položimo roko na srce, bi si želeli, da bi se vam izpolnili. Pa zdaj ne pretiravati, pa zanalaž take cilje navajati, za katere vemo, da so resnično nemogoči, ampak uživajte v temu in bodite igrivi, imejte občutek, da ravno kar je prišel Božiček in je rekel, wow, sorry, falil sem te, povej mi, česa ti si želiš. In napišite čim več takih ciljev, ki ste si jih želeli kot otrok, ki ste si jih želeli kot najstnik, ki ste si jih želeli kot mlada odrasla oseba, ki ste si jih želeli, ko ste videli kakšen lep prizor v filmu, telenoveli, ko ste knjigo brali, ko ste bili na dopustu in tako naprej. Pišite si cilje, ki so za vas izziv. Ko jih boste končali, za vsak cilj posebej, prosim vas za doslednost, res je namen za temu. Za vsak ta cilj navedite 3 razloge, zakaj je to nemogoče. Se pravi, če ostanem pri primeru Elvis Presleyja, on je mrtev, a ne pač dobro, zdaj lahko ostane od mrtvih ali ne vem, če je to sposobnost razvil. Vprašanje, kako bi njegov glas potem zvenel. Ampak, a veste, velikokrat stvari sploh niso nemogoče. In s to vajo, kar želim doseči, je to, da vaš razum ugotovi, pa se ta oseba je živa, se to ni tako nemogoče. Jaz sem v svojem življenju doživela marsikaj. Jaz sem v svojem življenju spoznala Slasha. Jaz sem v svojem življenju sedela na Ljubljanskem gradu, pila kavo v nedeljo zjutraj. In kaj mislite, kdo je prišel mimo? Predsednik Ekvadorja. Veste, kje je Ekvador? Veste, kje je Ekvador? Jaz sem bila na tega predsednika čisto ubrisana. Vsi moji prijatelji vam lahko povejo, da sem vsak dan govorila, to je naredil, on je naredil, tretji je naredil, gor in dol. In mimo mene je prišel v Ljubljani na gradu
In če to ni dokaz, da stvari, za katere mi menimo, da so težko dosegljive, niti slučajno niso, pa ne vem, kaj naj rečem. Tako da, za vsak cilj napišete 3 razloge, zakaj vi menite, da je to nemogoče. To je tisto, kar vam bo pomagalo shiftniti vašo perspektivo in s tem tudi spremeniti pristop. Ko govorimo še par besed o pristopu, se pravi, jaz vam ne bom rekla, prepričajte sami sebe, da vam bo uspelo. Jaz vam ne bom rekla, verjemite same vase. Če nam to v tej fazi ne gre, vseeno, spremenite svoj pristop. Zavedajte se, da so to težko dosegljive stvari, da boste potrebovali malo več časa, da se boste vmes tudi motili, da vam marsikaj morda tudi ne bo uspelo in to je v redu. To je normalno, ko gremo na Triglav, nam več kot spodrsne, kot če gremo na sprehod po Čopovi. Ko gremo na Triglav, nam včasih tudi ne uspe priti do vrha prvič in tako naprej. Se pravi, ta pristop mora biti prilagojen težnosti, zahtevnosti vašega cilja. In na koncu bom rekla takole, gledajte, čmrlj leti proti vsem zakonitostim narave, fizike in gravitacije. Kar leti, pa se pa hecamo, noben mu ni povedal, da ne more, ne. Tako da, dragi moji, jaz vam želim, da postanete en prečudovit čmrlj in da letite proti vsem zakonitostim, proti svojemu ali pa v smeri svojega uspeha, pa morda ne samo uspeha, ampak predvsem v smeri vaše sreče.